Občina v sklopu ureditve Lackove ceste predvideva tudi ukrepe trajnostne mobilnosti. To bomo skozi ta projekt tudi tukaj dali prednost vodenju kolesarjev, pešcev in pa seveda ureditvi vse ostale infrastrukture, ki jo potrebuje avtobusni promet za nemoteno izvajanje. Sicer pa občina predvideva korenito preureditev Lackove ceste. Projekt predvideva ureditev celotne komunalne infrastrukture. Govorimo o odseku od Lackove ceste med ulico na Gorcu do vključno križišča v Pekrah na Bezjakovi ulici, kjer bo izvedeno krožišče. Sicer pa projekt vključuje ureditev celotne komunalne infrastrukture od kanalizacije, vodovoda, potem plinskih priključkov in pa ostalih telekomunikacijskih vodov, ki so še potrebni. Urejena bo tudi javna razsvetljava, ki je danes na tem odseku ni. Uredile se bodo površine za pešce in pa tudi seveda vodenje kolesarjev. V času prenove Lackove ceste bo zaradi obsežnosti gradbišča promet nekoliko oviran. Bomo pa vsekakor skušali prometno zaporo urediti tako, da bo del prometa lahko potekal. Vemo, da tudi tukaj poteka avtobusna linija, ki je ne moremo samo ukiniti ali speljati po nekih drugih obvoznih cestah, ker jih enostavno ni. Tako da takrat, ko bo projektna dokumentacija zaključena in se bo izbiralo izvajalca, bo to tudi pri pogojih določeno, da se gradbišče organizira na način, da je promet nekako tudi še zaradi številnih stanovalcev, ki tam živijo, nekako vsaj del dneva omogočen. Danes smo izvedeli tudi to, da Lackova cesta v letošnjem letu ne bo edina deležna korenite prenove. To je odsek Streliške ceste pri črpalki Mola, bolj znano v bližini osnovne šole in gasilskega doma, kjer je tudi cestišče precej dotrajano. Projekt prenove Lackove ceste je ocenjen na dober milijon evrov in bo sofinanciran iz strani Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo. Projekt mora biti zaradi sofinanciranja zaključen do začetka meseca novembra. Večino ureditvenih del pa občina predvideva v poletnih mesecih.